Po precej dobro sprejetem prvem pregledu nekaj naslovov jesenski sezoni anime, tokrat nadaljujemo še z nekaj ogledanimi. Na tem mestu še en poziv, da še vedno spodbujamo k naročanju na naš uradni Sloanime kanal na YouTubu, ki nam bo zelo pomagal pri širjenju tovrstnih pregledov in v prihodnosti daljše oddaje. Seveda ne gre zanemariti tudi lajkanje Facebookalice, kjer bomo vedno več pozornosti namenjali kratkim novičkam. Gremo stvari. Eden od novejših animejev je Code Geass, Acto the Exiled, ki sem ga sicer pogledal že pred anime iz prvega pregleda, vedno sem nanj čisto pozabil. S precej očitnim razlogom. Začeli so res tako plehko in nezanimivo, da bi še celo pozabil nanj, ko bi se predvajala nova epizoda čez nekaj mesecev. Gre namreč za ova anime, ki je le stranska zgodba, ki je v prvotni TV seriji Code Geass, ta trenutek pa z originalno zasedbo nima bistvene povezave. Več zanimivega sicer napoveduje napovednik za naslednjo epizodo naslednje leto. Takoj pa moram opozoriti, da je treba obvezno pogledati prvotni Code Geass TV serijo, sicer vam bo ta ova popolnoma nezanimiva. V novi sezoni gre omeniti še eno romantično TV serijo z naslovom Say I Love You. Čeprav se ena že predvaja in sem omenil v prejšnjem pregledu, je tokrat zelo podobna. S precej bolj resnim moškim likom in njegovim kolegom zabavljačem, ki je fetišist na sise. Tudi tokrat pa se vse vrti okoli malce oziroma precej zamorenega asocialnega dekleta, ki noče prijateljev. Štorija je še razumljiva, ampak tisti trenutek je pa loš, ko je golobček pohopsa iz ovinka in jo pobara za mobilnik, kot bi čafur napadel svoj izbrani plen. Hehe. In kot nalaž, tudi tukaj prehitevajo z določenimi romantičnimi momenti, moče sem pa le spregledal, da je to anime za dekleta ala Just Cut to the Chase. Za konec pa sem si pustil enega prejšnjega kozla, zaradi katerega me fanboyski privrženci ki anime ne bodo ravno marali. Gre za animejsko priredbo po vizualnih romanih z naslovom Little Busters. TV serija, za katero res ne vem, iz koga se ustvarjalci delajo norca. Iz tistih, ki sta nam bila Clannad in Angel Beats res noro dobra, ali pa iz vseh tistih, ki misle, da bodo vsi ki vizualni bombončki top shit ali vsaj gledljivi. Namreč Little Busters niso gledljivi, še nam pa so top shit. Z zelo pleho zgodbico 5 prijateljev, še bolj otroški izgledom od prehodnih del in glasbo v ozadju, ki me spominja na risanke in živ žavo, ne bodo daleč prišli. Mogoče pa na spiske z naslovom Zgrešeni. Ali pa sem že enostavno prestar, da bi jih razumel. Prihodnjič pa kaj več o svežih animejih. Dotlej pa šerajte, komentirajte, sodelujte in bruhajte po fejsiču.